ko sva se z Nino pogovarjala, kaj bi bila zadnja letošnja tema, kaj bi morali še izpostaviti, sva nekako prišla do plesa. Zdaj bom jaz ta mikrofon počasi predal vama in se poskušal navaditi na tegale. 1, 2, super. In ko smo seveda razmišljali o tem, kdo v Kranju tvori ples, kdo je tisti, ki je kriv za to, da lahko govorimo že o generacijah plesalcev, ni bilo težko izpolniti tega vprašalnika. Saša in Vita, hvala, ker sta z nami in ker to počnete že vrsto let. Za začetek mogoče lahko vprašamo tako, kdo se je pri Saši učil plesati? Oziroma se še vedno uči? Aha, super. Kdo je kdaj pri Viti plesal oziroma še vedno pleše? Aha. Sam da vem, kje iščem odgovore na vprašanja za vsako izmed vaju. Super. V bistvu, če povesta nekaj, na kakšen način lahko rečete, da je vaju pritegnil ples? Zakaj je ples ena stvar, s katero ste povezane že celo življenje? Mislim, da bo marsikdo od in mlajših in bolj izkušenih prepoznal podoben odgovor. Kaj je tisto, kar pritegne človeka v ples? Hvala, Vita, ker si mi dala besedo. Čeprav sem mislila, da boš ti tista prva. Ampak ja, ples je nekaj toliko enostavnega, toliko primarnega, toliko, kako bi rekla, preprostega, da ne potrebuješ komplicirati, ne potrebuješ biti najboljši, ne potrebuješ imeti nekih šablon, nekih postavitev, tako da to je v bistvu to, kar je bilo, ja, to je to. Obedve sta seveda, kar se plesa tiče, šle v ta sodobni ples, v neke nove formate plesa. Kaj je bilo tisto, kar človeka pritegne, da gre stran od latinskoameriških tradicionalnih plesov in da išče svoj način udejstvovanja v sodobnem plesu? A je to nekaj, kar se takoj zgodi, ali greš najprej na tango? Moja izkušnja je taka, jaz sem vse probala, tako da jaz plešem in latino, in standard, in balet, in show dance, ampak povsod so toliko začrtane stvari, nikjer se ne dopušča, da si lahko ti plešeš po svoje. Sploh pa neka perfekcija, to, kar je zahtevano pri teh šablonskih plesih je, kaj pa vem, a se to rabi pri plesu, ples mora biti res spontan in sproščen. In se mi zdi, da se s tem tudi ogromno naredili na tem, da je ples postal precej bolj dovzeten za mlajše. Da včasih, ko smo se učili nekih koreografij, ko je bilo treba odplesati neke stvari, a se dejansko pozna, da je mladim otrokom lažje se izražati v bistvu preko nekih neformuliranih plesnih tehnik? Ja, otroci so v bistvu nepopisan list, ne. Oni se še formirajo in se še oblikujejo. In če dobijo zelo zgodaj to informacijo, da so lahko osvobojeni in da ne potrebujejo imeti nekih začrtanih stvari, lahko s tem zelo dobro rastejo gor in se tudi nekako z nekim osvobojenim volumnom razvijajo, ne samo pri plesu, tudi v življenju nasploh, ne. Otroci so pa sigurno ta tema, kjer si največ upajo. Je bilo v času tvojega otroštva dovolj priložnosti za ples? Ne. V času mojega otroštva je bilo precej vse natančno zarisano, določeno. Ne, to se je kasneje dovolilo. Mislim, da bo to eno izmed temeljnih sporočil tega našega pogovora. Kaj se je to se prav zgodilo, na kakšen način je prišel ta nek spremenjen pogled na ples in koliko je to seveda razširilo domet, kdo vse se ukvarja s plesom? Ker se mi zdi, da je to bilo res nekaj ključnega. Ko si ti začela, je bila plesna šola Eureka, Studio Tango, ampak dejansko... Ja, to so bili moji začetki, ampak to je bilo vse na... To je v bistvu klasična plesna šola, kjer so se učili standardnih latinskoameriških, teh potem sploh za maturantskih, to smo delali, to je bil začetek. In tukaj je bilo za mene tako po enem letu, se to je dolgočasen, kaj pa bi s tem, ne? Ponavljajoče se, a je to res ples? Torej, če vprašamo, zakaj je bil Kolenijum ustanovljen leta 1999, smo dobili odgovor. Ja, da izstopimo iz te dolgočasne fraze. Hvala in zdaj v bistvu že skoraj 30 let govorimo o tem, da se ta dolgočasna faza umika iz Kranja. Ne, nikakor. Vita, kako je bilo pri tebi, kar se tvojega začetka tiče, pa neke iniciacije v ples, kaj te je potegnilo sploh? Meni je ravno to všeč, da sva Sašo tako yin yang, ne.
Pa da ona v bistvu, vedno so govorile, da ona je res majster za mulčke, jaz jih pa poj prevzamem, ko postajajo najstniki ali pa bolj odrasli. Mislim, jaz imam tako specifično zgodbo z plesom, da pač nisem plesala kot otrok, ker sem bila po bolnicah in to in jajčka. In sem začela zelo pozno in začela sem z enim najbolj sistematičnih formiranih gibov in to je klasičnim baletom. Mene je pa malo zanimala ta sistematika pa sistem, pa sem bila vedno malo pristaš tega, da je ful fino, če jo najprej poznaš, pa jo lahko zavrneš. Ampak ja, se pa strinjam, da sem dosti hitro tudi balet zapustila. Dobar, eden od razlogov je bilo, da sem bila res stara za baletko. Ta drug je bil, da sem bila res visoka za baletko, kar pomeni, da bi najbrž bila večni črni labod. Ta tretji bil pa pač to, ja, da sem zelo hitro dojela, da je bolj za take arhaične tipe ljudi, ki si želijo zgodbe govoriti na arhaične načine. Jaz sem pa želela govoriti o aktualnih tematikah pa na aktualne načine. Meni je bilo zelo všeč, zdaj, če sem jaz poj nadaljevala, ko so Saško zapustili pa prišli k meni, je bilo to poj easy, ne. Tako da mene je zelo zanimalo učiti ljudi, ki niso bili pri Saši, ampak so bili v Eurikah in podobnih zadevah in jih še zdaj rada učim, zato ker se mi vsem zdi, da se je včasih, tamle je ene par bivših šel dancer pa to, ne, da se je velikrat in se še zdaj velikrat govori o teh otročkah, ne, da so, da morajo pozabiti vse, ki so se naučili. Vsem so imeli veliko discipline od tistih plesov. Ja, vsebinska, estetska komponenta je pa bila malo za posodobiti, dajva temu tako reči. Kdo pa je tebi v bistvu na teh začetnih fazah bil vzor? Kam si šla? Kakšne šole oziroma kaj te je pritegnilo, da si dejansko se še naprej ukvarjala s plesom? Vem, da je pač Salzburg bil nekakšen domet in domnevam, da ti tudi ogromno pomeni, da na šoli, na katero si obiskovala, v bistvu tudi zdaj poučuješ. Mislim, pri meni je bilo tako, zakaj sem se jaz pa tudi zgodaj za pedagogiko odločila. Jaz žal ne moram reči, da sem srečala blazno dobre pedagoge in moram reči, da je eno od prvih ciljev, ki sem si jih zadala, je, da podrem, da se umetnost uči skozi frustracijo, s čimer se ne strinjam, ker frustracija je statično stanje, ampak skozi konflikt, kar je dinamično stanje, s čimer se strinjam. Tako da se mi zdi, da generacije teh profoksov smo ukinile žalitve nesramnosti, podcenjevalne tone, frustre in podobne scene. Tako da žal ne moram na začetku reči, da sem srečala ljudi, ki so mene zelo inspirirali, ampak me je pa to inspiriralo, da ne smem biti taka, kot so bili oni, kot profoksa. V Salzburgu, ja, pa sem srečala taka velika imena, tudi veliko profoksov, ki so bili stari že, ne vem, 70, 80 celo, ampak je vsak stav, ki je prišel od njih, je bil, ok, dajmo to zapisati pa vzeti kot življenjsko vodilo za celo življenje. Super, lepo slišati in zdaj tudi vidimo, zakaj v bistvu nekih novih pedagogov niti ne rabimo v Kranju, ker smo to stvar poštimali. Hvala, Vita. Zanimivo mi je tudi v bistvu, kar se tiče nekih potreb, ki jih želiš, kaj je tisto, kar v bistvu pričakuješ od enega plesalca, ki pride na tečaj, ki bi rad sodeloval v neki predstavi, ki pride v šolo, ki pride recimo v Kolenjum. Če gremo zdaj nekako po generacijah, kaj pričakujemo? Jaz bi samo nekaj popravila, ni tečajev. Sorry. Delavnice so, ja, ki so trajajoče. Hvala. Obdrži mikrofon. V bistvu, ko pridejo tile otroci recimo na delavnice, na kakšen način, kaj se pričakuje od njih? V bistvu, da so pripravljeni sodelovati in potovati skozi mavrične in pravlične zgodbe, da si upajo spoznavati sebe v kakšni sposobnosti, kakšni kvaliteti lahko doprinesejo k tej zgodbi in da se ta skupina uglasi in deluje kot celota, predvsem na vrednotah. Lahko pa mogoče... Dejansko lahko preverimo. Kako bi opisali Sašo? Kakšne so kvalitete, ki jih ima Saša? Zakaj je Saša najboljša? Povejte, vas sprašujem v prvi vrsti. Toliko, da jo pohvalite, da vidimo, zakaj, v čem Saša izstopa. Se ni nujen, da me pohvalijo. Lahko tudi kritizirate. Ja, seveda, mi se učimo tudi to, razvijamo tudi kritično oko, tako da ja.
Kaj vam je mogoče torej pri Saši posebnega? Da v bistvu nas sprejema, pa da v bistvu ni pač, da nekaj narobe narediš. To se pravi, da je dejansko vse dopuščeno, da si lahko, tako kot je rekla tudi Saša, dovoliš to mavrico, s katero se lahko izražate. Ja. Kakšne pa so recimo njeni nasveti? Kako vam skuša pomagati? Kaj je tisto, kar reče, da bi lahko izboljšali? Ja, pač v bistvu nas obrne, da pač naredimo nekaj boljš, a ne? In ja. A vas kdaj krega? Ja, Ja. Zakaj pa recimo, ob čem je, kaj jo spravi v nejevoljo? kaj? Kaj jo spravi v slabo voljo? Da nimamo koncentracije. Aha, torej je koncentracija nekaj, kar se seveda zahteva od vas in kako poskušate izboljšati to koncentracijo? Ja, pač v bistvu ali nam da kakšne take igre, da jo vadimo nekako, ali pa nas samo krega, pa smo pa skoncentrirani. Najboljši možen odgovor. Mislim, da je tudi kreganje v bistvu ena od teh vaj, ki pomaga k koncentraciji, kako izgleda. Hvala. Bomo pa zdaj preverjali v bistvu še, kar se tiče, to se pravi, Vita, kaj se pa pol zgodi, kaj pa ti pričakuješ od plesalcev, ko pridejo k tebi? Ker se mi zdi, da vseeno je pričakovanja od naslednje generacije oziroma od potem prihoda v te najstniška leta so drugačna. Kako je pri tebi glede koncentracije, kreganja in pričakovanje? Dobro, ko učiš bolj odrasle ljudi, se to malo spremeni. Jaz nimam nobenih pričakovanj, oni imajo pa ful velike. Ne, ponavadi dobim jaz ljudi, ki so že zaznamovani s slabimi perfoksi, pa uokvirjeni z vsem šolskim sistemom, pa mogoče tudi že parkrat zavrnjeni od vseh možnih različnih odnosov. Tako da je najprej treba se vrniti nazaj v resnico njihova leta, ne? A veš, pa spet odkriti, kdo si sploh ti, s čim si obremenjen, pa predvsem odkriti, kaj ti je nekdo enkrat rekel kot otroku ali kot perfoks ali karkoli, ki te je tako zaznamoval, da te je za naslednjih 10 let povozili pa zaprli, pa je pa treba to izruvati, pa se vrniti v to fazo, pa se še enkrat sebe odkriti. Veliko ene psihoterapije sem slišal v tem odgovoru. Res je. Najbrž moraš biti zelo vešč v bistvu pri različnih veščinah. Ne samo to, da ti znaš pač plesne tehnike nekako predati naslednje generacije, ampak moraš znati prisluhniti pa potegniti k maksimumu do vsakega človeka. In tukaj rabiš biti res dober pedagog in psiholog. Ja, pa malo moraš ločiti to, kar včasih se pri nas še vedno dosti slabo loči. Kaj je dispozicija, kaj je fizična dispozicija, kaj je talent, kaj je nagnjenost, kaj se lahko, kaj se ne more. Mislim, jaz po 30 letih, koliko jih je že, ne vem, v pedagogiki ugotavljam, ja, da veliko tudi pedagogi uporabljajo fraze, ne da bi jih razložili in ljudje pa živimo s tem in nam ni treba živeti s tem. Tako da mogoče po odraslih letih je bolj, kako jim jaz pomagam odložiti te neke velike ruzake, ki so jih dobili znotraj sistemov, pa preveriti, da so to res oni, ali je to zgodba, mogoče njihovega perfoksa, pa ne njih. Ja, zanimiv je ta prehod, ki se zgodi in tako kot praviš, če recimo otroci pridejo brez kakršnih koli pričakovanj, se pa kasneje zgodi, da so res ta pričakovanja velika in da vsak nekako dojame ples. Meni se zdi, da je, tako kot praviš, zate psihoterapevtsko, za mnoge je pa to res proces enega zdravljenja. Absolutno. Je nek healing. Kako vidiš sama in kako skušaš pomagati tem najstnikom, ki skozi ples v bistvu razčiščujejo kakšne travme, kakšne težke občutke, nesprejetost? Ja, mislim, zato jaz velikokrat rečem, ko pač nimam lastnih otrok, ne, velikokrat rečem, da nisem roditeljica, sem pa mama številnim, ne. Mislim, ja, ta pravi moment moraš ujeti kot perfoks med temu, da si zahtevan, ker takoj, ko ti delaš to z odraslimi, pa jih pripravljaš tudi na audicije, pa da bojo živeli od tega, pa da bojo to po poklicu, morajo biti seveda ekstremno dobri, da bo to šlo čez, ne. Kar pomeni, da ne gre samo vedno vse za eno tako mehkobo, ampak tudi veliko zahtevnost, ampak sama itak mislim, da je to združljivo s človeškostjo, ne.
Kaj pa jaz imam pač ta konflikt, ko sem ga prej omenila. Jaz mislim, da pač ko odrasli človek dela z mano, a napreduje takrat, kadar ima ali mene dost, ali ima pa sebe dost. Ja, ampak se mi zdi, da je to pri vsaki umetnosti zelo podobno. Ko prideš do enega trenutka krize, takrat se največ kreativnosti zgodi. Se vedno spomnim, kako nam je mentor rekel, dober igralec je zelo utrujen igralec, ker takrat nehaš razmišljati o nekih... Jaz imam isto, kao vedno rečem, da zmaten človek je pameten človek. Tako tudi za ples velja. Je pa res, da recimo, če jih peleš do enega tega nivoja, kjer bojo to oni zlomili, absolutno moč biti tam kot pri Fox, da jih ujamaš. Ker večina pri Foxov, ki me naučili, so me tja potisnili, pa zviz. Kar pa ni najbolj pametno. Tako, kot si rekel, se odprejo lahko ful številne stvari. Zelo. Super. Mogoče lahko zdaj še tisto drugo generacijo vprašamo. V bistvu vse mislim, da vas bomo slišali. Kakšna je bila Vita kot mentorca? Kar povejte, brez strahu. Kakšna je bila oziroma kaj je bila ta razlika, ki si jo potem dobil v enih najstniških letih, ko si prišel k Viti? Mi smo bile, kaj smo bile, malo čez 20, ne? Nismo bile čisto, ja, najstnice. Ja. In tako zelo lačne nečesa novega. In ko je Vita se pojavila, je bilo to, sam jedle smo, daj. Kar je bilo, meni je bilo ful zanimiv, da sem dobila eno tako, glih toliko starejša je bila, da je bila že, ne, ona odrasla ženska, ne, me pa smrkle, se pravi, tista, ne vem, 26, me pa 21 recimo. Da sem dobila pol eno tako dovoljenje, da ni treba, da je tako, kot me je mami vzgajala, da je vse, da sem vedno urejena, da se lepo obnašam, da sem pridna, ker mi to nekako ni. Ves čas mi ni dišal, Vita je pa pokazala, da ne, ni treba, res ni treba. To je ena taka ta prva stvar, no, ko se jo spomnim. Pa smo pa kar delali, no. Pa sem pa pri vseh plavicah, ki so bile, sem se mogla še enkrat v tla vršiti, tako da ne pa nijem ben pol, nič se več upirati, kot so punce rekle, nas je krigala. Če se jaz prav spomnim, Lučka, smo imeli mi takrat, prav spomnim se tega obdobja, kako je Lučka rekla enkrat, namreč imeli smo včasih glasbeno skupino in je rekla, veš, zdaj smo pa začeli ful plesati, ampak je tok ful resno ratal. Mislim, da je bilo to obdobje, ko si ti po parih letih spet se vrnila v ples, ko te je spet pritegnil v bistvu iz, domnevam, da je res po tej otroški, po tej prvi fazi, ko se spoznaš in zaljubiš v ples, potem v srednji šoli bilo veliko tega show dansa in raznih plesno-navijaških skupin, pol se je pa v bistvu zgodila najbrž Vita in to je bilo za vas v tistih letih neko ponovno odkritje plesa. Tako si vsaj zdaj predstavljam. Ja, se spomnim, da sem rekla, da ne bom več v bendu, ker bi bilo preveč vložka treba, pa ne moremo oboje. Vita je kriva, sam da vem, kdo je kriva. Pa mislim, da je bila boljša naložba, no, kakorkoli. Definitivno. Kaj pa recimo, kar se tiče tega odnosa, na kakšen način lahko rečete, je pa to, kar Vita pravi, res neko tvegano obdobje in takrat po teh najstniških letih, ko si še neformiran, hkrati pa prek plesa najbrž razčiščuješ številne stvari. Ste tudi vi videli ta proces razčiščevanja travm prek plesa? Kako je bilo s tem? Pri Viti je bilo, jaz sem tako doživljala v bistvu Vitine treninge, no, da je bilo veliko prostora za to, da se ena dinamika v skupini sploh zgodi, se pravi, kar zelo z njenim karakterjem in pogledom na svet in neko matrico, ko je ona pač prinesla, zelo odpirala ta prostor za to, da se je dinamika med nami lahko sploh zgodila. In je bilo v bistvu res tako, da je prišlo veliko stvari ven. Predvsem tistih, tako, pač, ko na ta način delaš, ko veliko treniraš, ko so stvari resne, pridejo pač so prišle iz vsake od nas, tudi zelo pač bistvene stvari na planu, tako omejitve, kot tisto, kar te ponese, v čemer pač poletiš. In se mi zdi, da je imela Vita s to skupino našo, ker tudi zelo veliko opravka tudi na tem drugem področju, odnosnem, ne sam pač kot pač odlična pedagoginja plesna, ampak tudi kot ena taka mentorica
za celo skupino, tako da mi se v bistvu zdaj večkrat pogovarjamo o tem, kaj vse se nam je tam zgodilo in koliko hvaležne smo za to obdobje, ne? In tudi za to Vitino vlogo, ki jo je pri tem imela. Tako da srečati eno tako osebo v življenju, mislim, da ti je dano pač se srečati v življenju s takim plesnim pedagogom je res veliko ti pusti, tako da kaj Saša prej rekla, ne, da to, kar dobiš ti kot nekako eno izkušnjo, ne, jo lahko preneseš tudi na druga področja, se mi zdi, da se lahko zdaj kot odrasle ženske večkrat o tem pogovarjamo, da smo hvaležni za to izkušnjo. Super, res najlepša hvala za... Moram samo nekaj dodati, saj lahko brez mikrofona, se sliši. Ne, se snemamo, tako da bomo tudi tiste... V glavnem, jaz moram samo tako reči, da ta ekipa, to smo imeli res en tak poseben odnos, ne? Ker jaz moram tudi reči, ker zdaj je zelo drugače odrasli učiti in ima sodoben ples eno ekstremen krč. Sam to moram reči, da recimo jaz pa zdaj velikrat v intervjujih rečem, da to, kar so te ljudje počeli, da so, ne vem, vsi smo imeli dobre klase, pa vsi smo imeli predstave, pa smo šli v Salzburg plesati, zakaj pa ne, the best. Ampak to, da so pa ti ljudje, ne vem, 10 let hodili, mislim, skozi. To je bilo pa tudi tako, mislim, en trenutek je bil, no, ko se nam je zgodil, ko se ni zgodil ne prej, ne kasneje. In to, kar je naju vedno zanimalo, da absolutna odločitev, da na lokalni ravni ne nastajajo amaterske stvari. Tako da recimo zame so bile one profesionalke, s to razliko, da niso bile plačane, ampak se tudi mi nismo. Ne, veš kaj, meni se je tako v bistvu zdaj, ko sem te poslušala, se mi je porodila ta misel, naprimer, a ne, to je bila tvoja taka skupina, je tako? No, ja, no in tako, ko je pri meni, ko so bili pa tam mali XS-ovci, a ne, in da v enem obdobju, ali pa sploh mogoče v tisti začetni fazi, ti sebe kot mentor, pedagog, ne vem, koreograf, preizkušaš prek ene skupine in vlagaš v tisto svoj maksimum in odpiraš mnogo več portalov, jaz vsaj zase lahko tako rečem, mnogo več portalov, več možnosti kot pa danes, ker so ene stvari že preizkušene in jih veš, a ne, in jih je avtomatično jaz danes preskočim, zato ker je meni to jasno in v tistem času sem pa jaz z njimi hodila, pa odpirala isto tako kot oni, samo da smo bili na drugih bregovih, ampak skupaj smo pa ustvarjali to vijugo, ne. Ampak danes pozabim, da mogoče oni tega ne vejo, pa je meni to jasno. Druga, kako ne rečem, neka druga energija, no, drug obseg, no, delovanja je, no. Ker več veš, no, to je po moje kar narobe. V bistvu imaš neko skupino, pri kateri se zgodi to razsvetljenje, ki ti potem pomaga pri vseh ostalih in si toliko bogatejši za to izkušnjo. Več, ko veš, v bistvu začne spuščati, ne, se ti te stvari kar nekako zgodi. To je res, ampak je pa tudi na drugi strani, ker recimo meni tudi vedno, kadar kjerkoli učim, reče, super klasi, a veš, mi smo samo ena stran, jaz to poudarjam, jaz ne moram biti dober profesor, če oni niso, me razumeš, in jaz mislim, da pri učenju odraslih se je to spremenilo zato, ker se vloga mene kot, ne vem, terapevta ful povečala. Jaz ne pravim, da vi niste imeli frustr, jaz jih imam tudi, se jih ima vsaka generacija svoje, ampak so bile relativno majhne, vsem, ne, za pedagoga. Zdaj, ko odrasle učiš, se je tudi zanimivo, ampak se je pa tako naredil, ne? Ali pa je kapaciteta druga, veš, tle se jaz sprašujem, a ne, ker vedno tako označujemo, da je... Družba je bolana. Sigurno so se neke spremembe zgodile. Mi je pa zanimivo, ker ste mi dali fajn stočnico za to, družba je... Kaj bi lahko v bistvu s plesom naredili in pomagali, da bi bila družba bolj zdrava, recimo? Nek občutek imam, da ples v šolah. Zakaj ne bi, če se to govori o različnem načinu izražanja, verbalnem, neverbalnem, imeli plesa kot en neverbalni način izražanja, pri katerem v bistvu se lahko tudi govorno šibkejši zelo dobro udejstvujejo. Kako vidite v bistvu vidve vlogo plesa in na kakšen način se da to, bi bilo treba to dati v nek šolski kurikulum? Začeli smo. Ne, bomo kratki. Ne, jaz mislim, da bi ples moral pač biti v šolah, tako kot je likovni pouk, kot je
Športna vzgoja. Ja, normalno. Že zaradi tega, ker lahko skozi ta način gibanja deluješ na večjih nivojih in se lahko na večjih kvalitetah razviješ osebnostno. Ampak ja, pač to je še vedno, s tem se ukvarjamo, že jaz vem, da se ukvarjam, z raznimi projekti, potrke na vsaka vrata, kulturne šole, več kot 20 let. Pa hkrati- Tako ni posluha, no, jaz ne vem. Hkrati ni pa posluha. govorimo o tem, da se otroci premalo gibljejo, da so pretirano, da imajo preveč kilogramov, da je en kup enih težav, da se ne znajo izražati, da so Ja, in da imajo veliko psihičnih težav, to je zdaj tako, meni se zdi kar trendovsko, ampak ples je ena od možnosti, ki lahko te stvari sprostiš. Nismo pa toliko blizu, da bi lahko rekli, da je že v enem izmed predlogov zakonodaje za ministrstvo. Ne, Okay. ne, in to je ista pesem je 20 let, odkar se mi borimo za to in ne gre. In se gre nič ne skozi- spremeni. Ne. Okay. Sem pričakoval, da bo kakšna pozitivna novica, zato ker se mi res zdi kot nekdo. A je? Ok. Povej. Ne, drugače je tako, a ne, zato pravim, da to je tak odgovor lahko na številnih nivojih. A ne. Ker recimo jaz sem bila zaposlena tudi na umetniški gimnaziji, in, ki ima gledališke oddelke in plesne oddelke, ki so klasične gimnazije z razširjenim programom strokovnih predmetov. In je zanimivo, da se zdaj čedalje več ljudi tja vpisuje, ki nimajo nobenega plana biti plesalec ali igralec, pač zato, ker so to gimnazije, ki so posodobljene in kjer učijo ljudje, ki imajo sodobne koncepte poučevanja. Ne. Tako da to recimo je en del, ki se je malo zgodil. Ne. Zdaj, vloga sodobnega plesa v večji družbeni sferi, politično, ne, to smo opazili, ne, da vedno, kad desnica gor, sodobni ples dol. Ne. In pač pogumen je, a ne, jajčnike ima, ne samo jajca, ima tudi jajčnike. In je pa tako, da se pozna, da recimo v 70-ih, enkrat sem eno dobro predavanje poslušala, da v 70-ih so bili, kadar so protestirali, je bil marč, ne? In je to šlo z roko v roko s sodobnim plesom. Zdaj pa, kadar protestirajo, pa zamrznejo, ker je statika. Tako da smo se malo izgubili tudi s protesti. In na čist drugačen način začeli kazati to. Žal mi je to slišati, zato ker se mi res zdi, da je nekako umestitev plesa v šolski kurikulum nekaj, kar je čist logično in avtomatično in nujno potrebno in sploh ne vem, zakaj se o tem pogovarjamo. Hkrati mislim, žalosti, da tudi vidve, ki verjamem, da bi vedela za vsako inicijativo in pobudo na tem področju, nimata kaj dobrega zapovedati glede tega. Ampak ja, verjamem, da tako je. Je pa vedno več pedagoških praks, to pa nekako ugotavljamo. Tudi Saša, kakor praviš, na tvojem začetku ni bilo ravno nekih možnosti. Jaz imam občutek, da zdaj je veliko več otrok vključenih v različne plesne šole, plesne aktivnosti. Hkrati se mi pa zdi tudi, da so starši dojeli, da je ples ena izmed tistih stvari, včasih se mi zdi, da smo otroke ful opisovali, atletika, gimnastika, plavanje. To je bilo to. Zdaj se mi pa zdi, da je ples zelo visoko, če po svojih nečakinjah sklepam, mislim, da je ples ena izmed tistih stvari, ki se pri 2-3 letih že začne pejti v to. In starši dojemajo to kot zdravo, zaradi tega, ker se boš znal gibati, boš v dobri družbi, boš razmišljal vse, boš znal uporabljati svoj najboljši inštrument, telo. Tako da vidim, da občutek imam, da je vedno več otrok vključenih v ples in da je lepa prihodnost pred nami. Ja, ampak tle trenutno zdaj govorimo o sodobnem plesu, izhodišče sodobnega plesa pa je ustvarjalni ples oziroma ustvarjalni gib, ki pa je, seveda govorimo o ustvarjalni gib nekje tam do 8-9 leta, dokler se ne začnejo tehnikovati. Ampak jaz verjamem, da njihova generacija, marsikdo ne pozna tega. Poznajo vse druge zvrsti, ampak ustvarjalnega oziroma sodobnega plesa pa ne. Koliko je težava v TikToku? Zdi se mi, da smo prišli do faze, ko v bistvu vse naredimo z neko koreografijo. Nekdo mi nekaj pokaže in jaz to prenesem, naredim na svoj način. To, da bi pa v bistvu lahko bil ti kreativen, pa da bi naredil neko svojo reč, je pa ratal, vsaj zdi se mi, pri tej novi generaciji manj zaželeno, manj cenjeno. Veš, da je TikTok. Ne, sej, jaz tudi ne vem, sam slišam. Ampak mogoče bi pa lahko kdo od živa, vi že sledite tem stvarem.
Aha. A veš, ne vem točno, kako to poteka, no, res, ker sem zelo slaba s temi, a ti veš? TikTok pa Instagram pozabi. Ne, ampak recimo delnik, ker smo se ravno o tem pogovarjali, malo na opusih in podobno. Malo je težava, dobro, digitalna mreža, malo je težava, ostale zvrsti so ponovno zelo aktualna tekmovanja z nagradami, finančno podprta, in tam tudi lahko potem nekak statusi športnika krožijo na šolah in podobno. Ne. Zato je tako pomembno, da Nina Meško vztraja, da je opus tekmovanje, ne, zaradi tega, da lahko tudi neke točke za štipendije dobivajo. Ja, mislim, predvsem bi se mogli več govoriti o raznolikosti plesa, o tem, da imamo komercialne plese, ki te vidimo, kako so te podprti, kaj imajo te koristi. Ker meni se velikokrat zdi, mogoče bom zdaj malo tako, sodoben ples je lahko zelo seksi, lahko pa zelo ni. A ne? In jaz, ko sem recimo učila na umetniški gimnaziji, so včasih naredili ta sodoben ples za najstnike tudi ekstremno dolgočasen, če po pravic povem. In če čas, ko so njihovi sošolci šli v bolero, hip-hop, huda muska, hud fashion, vse hudo, ti plešeš, wow, ja, ne? So te naši reveži v njih pižamah ležali v tistih zvezdah, pa baby pozicije delali, pa gospe stare so jih učile, pa dajmo se noter se dajmo, na tem jo, 16, ne? Tako da recimo, jaz sem vedno tam rekla tudi mojemu aktivu, a smo mi pozabili, ko smo mi sodobni ples začeli. Matej Kejžar na glas je dal Kemičarje, znala nisem nič, ko sem direkt z baleta uletela, sem rabila 1 uro do tal. Pa smo ga pa tako žgali, da sem jaz šla domov in sem rekla, to je noro, to je toliko divje, to je toliko erotično, da glava teče, ne. Tako da zato pravim, da tle je ful različnih odgovorov. Zakaj ne, zakaj ja, kaj je bolj gledljivo, kaj ni. Pa je pa še ta, ne, da sodobna umetnost je strašljiva umetnost, ne sam ples, muzika, slikarstvo, strah nas je sodobnosti, odpirajo druge stvari. Vsi morajo videti eno zelo dobro sodobno plesno predstavo, da rečejo, a ja. Pa tudi ta konvencija... Če pa ta prva slaba, by the way. Ne greš, nikoli več. ja. Ja, okay. Se mi zdi, da doskrat recimo, ne vem, jazz mi je ena taka znotraj glasbe forma, kjer ni nekih kalupov in zato, ker ni kalupov, je precej težje govoriti, nekaj je boljše, slabše. Recimo sploh pri vas domnevam, da tekmovanja so, precej težje je oceniti, katera točka je bila res najboljša, kot na primeru showdansa, kjer pa dejansko lahko z nekimi parametri ocenjuješ. Tako da ravno ta kreativni izraz, ki je pač unikaten za vsakega, domnevam, da je toliko težje ocenjevati in da je to, zaradi česar je manj srednješolcev, ki bi se sodobnim plesom ukvarjali. Ja, jaz osebno jih raje učim, kakor sem v žirijah, ampak po svoje pa vem, da je pomemben, da so šole, da so žirije, da so tekme, zato ker po svoje pa kaj pa audicije, pač v Sloveniji ni audicij. Jaz sem vedno pripravljala ljudi, ko so iz neke spodnje Podblice, a me razumeš, ko jim vsi rečejo sem kamor na moč, pa so zdaj v New Yorku, a me razumeš. Se pravi, smo jih mogli tudi navaditi, ne, da boš ti dobil številko 523, ko šel v Salzburg na audicijo in tam ne bo očk, mamic, tet in občinstva, ki te supporta, ampak je tako, ok, do it, a veš. Kako si recimo pomagala nekomu, ki se je pripravljal za audicijo, pa ne bo zdaj to Salzburg, New York? Kaj so, seveda je vsaka zgodba, vsak človek bil poseben, ampak na kakšen način recimo si jim skušala svetovati, da se znebijo tiste treme v tistem trenutku, ko dobijo to številko? Mislim, treme je več vrst, imaš ljudi, tudi tamle sedeče so imeli različne treme, imaš ljudi, ki imajo blackoute, Lučka se spomnim še 11 minut takrat, na začetku, v eni koreografiji. Najbrž ne, ja. Vse blackout, ja. Ne, ampak to pravim, da je pač eni imajo tremo v glavi, eni imajo tremo v telesu, različno jih pripravljaš, ki imajo tremo. Jaz sem velikokrat dobila v pripravah na audicijo, kva zahtevajo na tistem faksu, da mi povej, na kva ne se pripravim. Kle, jaz znam čisto isti odgovor, ka Saša, ne. Ti moraš pač, se sliš zlajnen, ampak ti moraš biti res ti, sicer moraš vedeti, kdo si in moraš tudi vedeti, v čem si res dober, da to pa izvališ v ta pravem trenutku audicije in rečejo, samo si hudo. Je pa tako, jaz mislim, da moraš biti ti, zato ker če igraš nekoga drugega, pa te slučajno sprejmejo, jajks. Ja, boš mogel igrati tega nekoga drugega še veliko let in zelo težko bo. Če si bil pa ti, pa te zavrnejo, pa vem, da malo boli, ampak je pa tako.
Se pa spomnim, ko Fact. sem bil na akademiji, je bila ena punca, Alja Kapun, sprejeta in ona je bila igralka in v prvem letniku se je odločila, da bo šla v Salzburg. In nam vsem je bilo čist nenavadno, spomnim, ja. kako nekdo, ki je zdaj prišel na GRFTU, si naredil svoj življenjski zaključco, mu je čisto vseeno za ta faks, ker ves čas razmišlja samo o Salzburgu. Nam je bilo fascinantno jo spremljati, ona se je eno leto vsak dan v tisti baletni učilnici par ur zaklenila in vadila. In vsi mi, ki smo mislili, da smo z akademijo ne vem kaj dosegali, smo dojeli, da ok, to je the real shit, ne? To pa je res ena stvar, ki pa zahteva en kup enih priprav. Zdaj me bojo mogoče eni plesalci. Včasih so, zdaj govorim, zdaj danes, so včasih dobri igralci boljši gibalci kot plesalci? Včasih? Ja, ne v vseh primerih, to vam Ne v jamčim. vseh primerih, ampak včasih pa. Mislim, meni je tudi všeč, da se malo zgubijo te neke razlike med nami, zato ker so tudi sodobni plesalci, zelo dobri igralci, pevci, ne? Sašta? Res je. V bistvu so zelo tanke oziroma zabrisane te meje. In marsikdo od igralcev je bil res tudi vrhunski plesalec, se zdaj spomnim. Ja, pa ni nujno, da so zabrisani, veš, eni se zelo držijo teh nekih normativov, a ne, naprimer, glih en primer, evo, naš Jernej je prejšnji teden naredil sprejemce za SND v Amsterdam, s tem, da je on niti malo ni tehničar, ampak poje, igra inštrument, pa performer je, a ne. Ampak to je plesna akademija Tako, kot in vidite- je zelo težko priti tja, naprimer. Tako, kot vidite prav, izkoristi svoje najboljše točke, Ne, da jih moraš, v ospredje. moraš biti resničen. In pa seveda je tudi odvisen, kaj v tistem trenutku išče akademija, kakšen profil. Gremo na naslednje še področje, to pa je področje, jaz mislim, da ful pomembno tudi za Kranj, in sicer festivali. Na kakšen način lahko rečemo, da plesni festivali pomagajo in k mreženju in k temu, da dobi neka skupina, ki se na tem področju udejstvuje, priložnost, da to pokaže v svojem mestu. Jaz mislim, da tukaj je Kaleidoskop res imel neko veliko vlogo in kaj lahko rečeš sama, odkot je prišla potreba potem, pa kaj so bile v bistvu tiste res ključne stvari, ki jih je prenesel. Ja, v bistvu je tako, ne, ko ti ustvarjaš nek material, ne, in se mrežeš, se pravi, sodeluješ z različnimi skupinami, tako v Sloveniji kot v tujini, je treba potem narediti neko platformo, kjer se bo lahko skupek vseh teh sladkišev zgodil. In se spomnim, da smo bili 2007, smo bili v Indiji, smo gostovali na enem velikem festivalu, kjer je bilo 8000 nastopajočih iz celega sveta in smo se vrnili, se kaj hočemo narediti nekaj takega, mislim, ne takega, v takem obsegu, ne, ni šans, ne, ampak da se zgodijo pač neke povezave in tako. In sem se jaz odločila, da naredim prvi festival Kaleidoskop. Tako da ja, to je bilo kar zapleteno, organizacijsko, finančno, tako da sem potem se zelo naučila na tej prvi izkušnji, kako obvladovati in da seveda ne vabiš tajcev in ne vem, kaj smo imeli vse, da ti vraga tukaj, ampak da povabiš ljudi, ki se lahko pripeljajo v enem dnevu. Naprimer, to so bile situacije, ne. Dobro, in pol smo zdaj pa, seveda ta Kaleidoskop se vrti vsako leto, mogoče lahko en utrinknina, imam eno staro verzijo, enega tazga, se vrti že toliko let, ampak moram reči, da vsako leto je bledi, je bolj bled, zgublja barve. Zgublja jih pa zaradi tega, ker enostavno finančno ga ne moremo pač podpreti, sami, vsi ostali pač pa ne podpirajo tega, ni posluha seveda za to in ga probam še vedno delati na tak način, da imajo vsaj otroci oziroma, no pa poglejmo si zdaj ta mečkan enkratek utrinek Kaleidoskop.
teh odrih srečajo tisti, ki so prvič na odru in pa tudi profesionalne skupine, tako domače kot tuji. Seveda je to najbrž za vse, še posebej pa za te najmlajše nekaj toliko bolj posebnega, da so del enega festivala, kjer potem vidijo še tudi... Ja, v bistvu je tako, da so oni en ta majhen delček, se pravi eno malo stekelce tega festivala, ko potem so pa še druge skupine oziroma druge predstave, pa tudi sodelujemo še imamo kakšne koncerte ali pa z improvizacijskim gledališčem, pač odvisen kam nas pelje, po katero barvo nas tisto leto pelje. Pa hkrati seveda omogočil sem tudi kranjskim oziroma okoliškim plesalcem, da svoje produkcije predstavijo na takem festivalu. Če se pravilno spomnim, so skoraj da vsako leto je kakšen izmed njih dobil priložnost, da pač tudi to pokaže. Naprimer, to je Filip, on je pa šel na Agrofot, šel pa je ravno obratno. Obratno spet. Korovi še niso bili uporabljeni, smo jih mi uporabljali za predstavo. A je dovolj publike za sodobni ples in za tovrsten festival tudi v Kranju? Kako bi lahko... Da si hecaš. Ja. Sem preveril. Z upanjem. Evo, vidite. Vidite, kaj že. V času korone smo ostali pač brez prostora in smo festival preselili v Prešernov gaj. Tam smo imeli 3 leta, dokler se nas niso bolj iz Zavoda za kulturno dediščino da letos pa lahko že kar napovem, da bo cel festival na Train Stationu, ker nimamo druge možnosti in nam je Darči šel toliko na roko, da nam bo omogočil pač ta dvodnevni festival, kar se tiče Kranja. Ljubljana bo pa Slovensko mladinsko gledališče, pa malo po mestu. Je pa to zdaj koliko let zapored že? Joj, koliko je? 2008? 18 leto. Ok, super. Glede na to, koliko plesalcev je šlo čez Kaleidoskop, imam jaz občutek, Saša, da se bo prej ali slej pojavil nekdo, ki bo želel to blagovno znamko prevzeti. Tako da... Joj, jaz upam, jaz čakam na to. Mogoče polagamo kle semena. A vam je vse ste že nastopali na festivalu Kaleidoskop? Ja. Vam je všeč? Bi kdo to prevzel? Hecamo se, ampak verjamem, da boste še tokrat nastopali na tem festivalu, da vam bo še toliko bolj zlezel. Seveda. Tle je ta problematika, ki zdaj Saša gre, je ful večja in širša, sploh v Kranju pa še v Sloveniji. Gledaš Cankarjev dom, ne? Gledaš celo shemo, ne? Kljub temu, da se zdaj vrača kader, ki je akademsko podprt, ki je v tujini dober. Še vedno Slovenija ogromno bukira, ampak res tretje razredne umetnike iz tujine, ker pa ne, pa eni niso poceni, pa za nič so, a ne? Ampak zaradi tega, ker imamo še vedno to neki zikarje božke v tam. Kar je mogoče, ne vem, 40 let nazaj bilo, ker nismo bili izobražen kader, ne? Prva stvar. Druga stvar, jaz se spomnim, ko sem prišla iz Salzburga, ker večina ljudi meni rekla, ne, se vrnem domov, kaj škle.
in so ostali v tujini. Dejstvo, čeprav sem bila štipendijska ministrica za kulturo, pa si mogel biti tukaj, ampak so se znajdali. Ne. In jaz sem pa ravno zaradi tega želela, ker sem vedela, ko sem jaz začela plesati, je Kranj raven dol padel takrat, so vsi raven zapustili ga. V Ljubljani ni bilo klasov, PTL je imel neke klase, ko sem šla na enega, pa so me vsi tako gledali. In meni je pa bilo tako, ja, dajmo narediti nekaj tukaj, ne. Pa Slovenci smo dobri plesalci, da je tudi ne zelo cenjeni. In jaz se spomnim, ko sem začela z njimi delati, je bil Borut Veselko še direktor Kranjskega gledališča. In se spomnim, jaz sem vsak teden pri njemu na sestanku, daj mi predstavo, Frej teater imaš, daj mi predstavo. Vsi lučkarji smo bili frendi, so mi z rok jedali, so prišli za božiča, za 20 € za nas dela ključi. Ne, kamben teater to v Sloveniji nima, sem rekla, bodimo ta prvi, daj v abonmas plesno predstavo. Polno predstavo smo imeli, ki je presegala naše tetke in sestrične, ne? Ne. Spomnim se, da sem kot diplomantka SID-a prišla domov z direktorjem scene Republic teatra, kjer sem imela predstavo kot newcomer in me je predstavil Uršuli Cetinski v Cankarjevem domu in je rekel, by the way, tole ti domov prihaja, pa zmagala je na scene Republic. Ne bom v life pozabila njenega stavka, ki je rekla, nimamo navade podpirati mladih talentov. Kaj poje Kamila Kastanjete? Tako da, ful je tega, spomnim se festival Karniola v Kranju, kjer smo imeli predstavo še z Detajdi, dela nore stvari z uličnim gledališčem, ne. Vsi zadovoljni, ko sem se jaz pa pogovarjala, glede na to, da smo lokalno delujoča, semi-profesionalna skupina, ki nas vabijo povsod, ne, bi mogli kot festivalska skupina vsako leto imeti predstavo. Ja, pa moramo imeti še koga drugega. Ja, pa če smo aktivni, pa če delujemo. A ne, to so bile te bitke, kar nis premaknil. In jaz, če ne bi imela recimo teh ljudi tudi, ko so bili tudi moji prijatelji, kle tam ne izpostavljam sedečega, ne, Tomaž tudi ne, ko so bili in v mojem stanovanju in v mojih videih in ne vem kaj vse. A veš, pa je neki nastali z najnega druženja na terasi, pa je šlo do tega, da smo bili na vseh uličnih festivalih po Sloveniji in delali res avantgardne stvari, ne pravim neki, ne. To so za danes bile avantgardne stvari, a veš. Mečkam se sicer nismo dotaknila tega zelo pomembnega področja tudi same ulice in tega, kaj v bistvu prinese nastopanje izven nekih ustaljenih institucionalnih okvirov odrov. Jaz pač sem bil vedno fan uličnega gledališča in se mi je zmeraj zdelo, da na ulici dobiš nekaj čist drugega, kakor si dobil v hiši. Domnevam, da je v plesu isto. Vidite, kaj je sploh tebe toliko močno vrgalo v ta ulični? Ne vem, jaz imam pač malo drugo, pot te tvoji otroci zrastajo na odru in meni je vedno fino gledati Sašine mulčke. Vem, ampak to pravim, da so tako navajeni odra, da jih je vedno fino gledati, ker so tako suvereni, ne. Recimo jaz tega nisem imela, ker pač sem stara šla na oder in meni je bil oder sicer zabaven, ampak vedno neke iste ksihte gledaš tam dol, točno že veš, kolegica je tamle, okej. In jaz sem v bistvu že zapustila oder in sem rekla, dobro, očitno jaz ne doživljam nekaj, pa bom raje učila, ne. Potem sem pa srečala ulični teater in se totalno zaljubila, 10 let bila tam. Meni osebno je bil predvsem všeč, ker ti priješ v kontakt z številčnejšim občinstvom, pa z zelo različnim, plus da mi je super všeč, ker če res nisi dober, se ljudje obrnejo in grejo stran. In to jaz obožujem, ker velikokrat je meni v teatru tako, veš, ta vljudnost, politična korektnost, gospa išče čigume, eno to torbici, whatever. Meni je bilo všeč na ulici, če nimaš kaj zadati, pač grejo. Greš naprej. Pač grejo in je the best. In zato vedno pravim, ulični teater, dobra injekcija skromnosti za vsakega umetnika. Saša, kak pa pri... Ne, jaz sem hotela povedati, nisem te točno razumela, ampak da moji otroci rastejo tudi zelo veliko gozdu na ulicah in na odru. Absolutno, samo to pravim. To pravim, da je velika razlika, recimo, to tudi vidiš recimo na opusih in podobno, ne, da ker so od majhnega v tej filozofiji, za njih je oder gozd. A veš, kaj mislim? Za njih je vse, ne? Za nas, ki nismo gor rasli, trema, na stotko,
preden smo mi najdeli svoj jezik gor, a veš? Sigurno se pozna, če si že pri 5 letih spoznal oder ali pa si pri, ne vem, 15, 20 šele začel ga spoznavati. Ampak Saša, mogoče mi je to zanimivo, zakaj praviš, da je tudi fajn, da že te najmlajše plesalce pelješ v gozd na ulico? Zakaj je dobro, da tudi oni izkusijo, da se lahko ples in predstava naredi izven institucije? Ja, zato, ker prvo kot prvo je tudi meni dolgočasna ta forma non-stop biti na odru, a ne. In to je ena stvar, druga stvar je pa mogoče je tudi ta možnost, ker ne moramo si plačati vedno Prešernovega gledališča in tam narediti produkcije. Potem je tudi izziv, kaj se zgodi z eno in isto stvarjo, neko gibalno sekvenco ali pa pač temo, iti v en prostor, drug, tretji. Kaj se s tem zgodi, kako se spreminja, kako v bistvu gib, kako se spreminja cela situacija glede na prostor, v katerem se nahaja. Se pravi, kako se razvija ta senzorika skupaj s tem, ko se razvija gibalna struktura v tem prostoru, kjer se nahajaš. Ampak to je, oni to sami po sebi delujejo skozi ta feeling, ker se razvija ta občutek za, ne samo za gib, ampak senzorika, no, se zelo, zelo pojača. Sem prepričan, da je to ena stvar, ki jo boste vsi nesli še ful let naprej in te v bistvu občutki, na kakšen način se izražati in pa ta neka pojačana senzorika. Zdaj pa lahko vprašamo, če je kakšno vprašanje tudi strani publike, če je kakšno mnenje, kakšen komentar, kakšna koreografija. Okay. Kakšno? Ne rabiš, da se snemanja. Okay. Jaz vam za obe imam isto vprašanje in me sicer zanima, kaj vam je bližje nekaj, kar že veste, da bo vnaprej lepo, ali nekaj, kar bo spremenili določene molekule v telesu pri posamezniku. Se pravi, govorimo o nekih ekstremih levo ali pa da hodimo po ravni črti naravnost. Super. Hvala za vprašanje. Jaz mislim, da pri nas nikoli ne moreš vedeti, kaj na koncu bo, pa kva bo lepo, pa kaj sploh je lepo, ne? Ampak da se vijuga skozi vse te možne situacije, ki so dane v tem trenutku. In da skozi to se zgodijo pa lepo pa grdo, ne, ali pa karkoli, pač kjerkoli. Saj jaz imam tako mnenje. Ne. Jaz ti bom dala pa tako odgovor. Oboje. Zato, ker jaz verjamem, dolgo preden je inkluzija ratala malo trendovska, sem vedno jaz rekla, slovan ples je ekstremno lahko inkluziven, prva stvar, druga stvar. Meni gre v bistvu včasih tako, zakaj smo mi skoraj edini, ki moramo skozi izbirati. Veš, meni je to isto vprašanje recimo tehnike pa izraznosti. Zakaj ne bi imel obojega? In jaz tudi vse ljudi vzgajam tako, pač to poveča tvojo fleksibilnost. Mislim, zadnja leta, ko sem učila v Salzburgu, to so bili ljudje iz Brazilije, ki so delali, ne vem, capoeire, pa sem ga peljala na balet, klasična baletka taka, da jaz sam, kva? Mislim, zakaj bi mogli v našem okolju še vedno, ali si baletnik, ali si sodobnik, ali je lepo, ali je grdo. Let's do both. Pač oboje, super. Ker meni je pa ravno to najlepši del našega poklica, da nam samo ta težke omenjali. Veš, da jaz zdaj recimo zjutraj delam tamle v Prešernovem teatru Medvedka Puja, tako da koreografiram usličke pa medvedke, pa grem pa popoldne v PTL, pa umetam dildo nase, pa piči. Recimo. Ja, dejansko je to raznovrstnost ustvarjanja, ki se mi zdi, da je čist pravilna in kot praviš, lahko je res oboje. Lahko je in lepo in nekaj, kar je vsebinsko močno, tehtno. Lahko stremiš v bistvu k obema usmeritvama. Ker meni se danes zdi, da tudi zelo lepe stvari težko narediti in so zelo provokativne danes. Tako, relativno je, ja. Se zato pravim, da jaz lepo pa grdo raj ne bo dober. Kaj je pa dobro? Ne hecam se. Ne bova šla na Aristotela, tako da hvala Tomaž za tole vprašanje. Je še kakšno vprašanje?
vam bomo dali še eno možnost, ampak zdaj pa res na hitro razpisujte. Mene pa zanima za konec, recimo, če bi mogli mi zdaj narediti en manifest s 5 točkami. Kaj potrebuje Kranj za to, da se slučajno ne zgodi, oziroma da bomo naprej še imeli generacije in generacije plesalcev? Ne hecam se, hotel sem bolj preveriti, kakšne so res, kaj je tisto, kar bi vam še olajšalo delo? Kaj bi si želeli, če bi imela zdaj opcijo? Vita, postala si ministrica za kulturo. Saša, ministrica za šolstvo. Ne, ja. Mislim. Ja. Ja, predvsem bi bilo zelo priporočljivo, da se uredijo prostori, v katerih lahko delamo ne samo v najemu, ampak da lahko ustvarjamo, mi kombiniramo, ker mi ne delamo samo rednih vaj, mi ustvarjamo predstave, kar pomeni, da so naši plesalci po 5-6 ur v dvorani, da lahko sploh začnejo delati predstavo. In potem smo mi, hvala Bogu, da smo partnerji Pionirskega doma v Ljubljani, da nam oni zelo veliko omogočajo teh prostorov pa možnosti, kjer lahko razvijamo predstave, ker v Kranju dejansko nimamo sporazuma ne z glasbeno šolo, ki jim operira z novimi prostori, JSKD jih je izgubil, tako da nimamo krice, krace, nam grejo mogoče kdaj še na roko, tukaj v Pranji jogi pa smo pač v teh rednih oblikah, kjer plačujemo najem. To je prvo in osnovno in jaz sem že dobila, jaz sem imela že dogovor na občini z gospodom Rakovcem, da smo dobili prostor pred korono. Potem sta me poklicala gospod Rakovec in podžupan in sta mi rekla, s prostorom ne bo nič, prostor smo si šli pogledat in smo se skoraj že zmenili, kdo bo kaj vložil. To je prvo razočaranje. S tem, da jaz že ne vem, koliko časa apeliram na občino glede te problematike. Podžupan me je poklical in rekel, vam bomo uredili prostore na Puharjevi šoli. Da se vi hecate, mi smo iz šole šli, ker tam nimamo pogojev za delati. To je prva stvar. Druga stvar je, da najemnine za najem Prešernovega gledališča nam ne morejo računati takšne za našo produkcijo, kot jo računajo, ne vem, komercialnemu najemu. Da smo mi NVO in da pač je treba to upoštevati, ampak katastrofa. Ampak dejansko, to prostor, to bi res bil en prostor, kjer se jaz tudi predstavljam, da bi ples mogel domovati v Kranju, kjer je jasno, da se dela, da so klasi in kjer je tudi konec koncev produkcija na koncu. Jaz mislim, da to je nekaj, kar je super. Točno, na ta način delujemo lahko v Ljubljani. Mi smo letos prišli do tega, zdaj mislim, ne bom jamrala, ampak letos je bilo vprašanje, kdaj bomo zaklenili in v Kranju več ne bomo mogli delovati. Poleg tega pa skozi vse te razpise, kjer se finančno pač nekako oplemenitimo, so pa to tako majhni denarji, da je to sramota. In jaz več sploh tega pritiska ne zdržim. Če ne bi bilo to delo, kar počnemo, tako prijetno in pomembno, sploh za otroke, že zdavnej ne več. In vsako leto je slabše. Super. Sorry, sem zdaj to tako, ampak res mi je... Odlično in se mi zdi, da je to tudi ena stvar, ki jo moramo povedati. Pač vseeno je sodobni ples nekaj, kar domuje v Kranju, zahvaljujoč vama dvema. Še komu, ampak vidve sta tisti dve pionirki in če kdaj lahko izkoristimo ta zagon, ki ga je v mestu pustilo v udejstvovanju dveh profesionalk, jaz mislim, da ga moramo zdaj. In če kdaj si Kranj zasluži ta plesni prostor in imamo en kup enih otrok, s katerimi lahko lažje pač sugeriramo, jaz mislim, da je to. In dejansko sem hotel slišati nekaj na ta način, kaj bi olajšalo, da bomo lahko govorili o 50-letnici Kolenijuma, da bomo lahko govorili o 50-letnici, da bo dejansko šlo... Da bo šlo to naprej. Tudi to je moja ideja. Zaradi tega, ker se mi zdi, da so to zdrave stvari in zelo pomembne za razvoj otrok in mladostnikov. Konec koncev iz Kolenijuma je šlo toliko veliko plesalcev v svet in so danes profesionalci, tudi se vračajo nazaj in delujejo znotraj, rečemo Kaleidoskopa pa Kolenijuma, ampak pač ja, ne morem, mislim, težko je pa, ko se počutiš v svojem kraju tako odrinjen, pa nespoštovan, tako kot se meni zdaj to dogaja zadnja leta, je pa katastrofa.
Mislim, da nas je klele en kup, ki se ti vama lahko zahvalimo za to, da ne obupata. Kar. Da so še malo popočela. Recimo, ko sem jaz delala na umetniški, je bilo meni ful dobro. Tam smo imeli 12-članski aktiv, vsi čez hudi, aktualni, hudega ravnatelja, nove dvorane. Ni, da ni. Torej vsak let ima, ne vem, če je kdo audicijo naredil. Pač neke problemčke, ne. Pa sem gledala, mi da smo takrat obe določile tamle na Simonjenko, gor na unih. To niso bile dvorane, pazi. To niso bile učilnice, to je bila avla z nekim ultrapasom na tleh ali nekaj, ne? Okay. Ama vsi samo audicije delali in ful velikrat se je recimo zgodilo, da sem jaz dijakinje učila, pa niso audicije naredile po srednji šoli, pa so pa za en let se iz Ljubljane, kjer je ful klasov, vozile v Kranj na klase in so naslednje let naredile vse audicije. Ja. Zato ti pravim, iz ultrapasa avle, čestitam. Prva stvar, druga stvar, jaz se pač ne spuščam več v te manifeste, pa to, ampak sem malo bolj, zadnje leta sem malo bolj budistično nastrojena. Dobra besedna zveza. A ne? Ne, jaz bi rada, da se začne ful več govoriti o razliki med kulturo in umetnostjo, ker moramo tudi že celo življenje upravičevati svojo umetnost, upravičevati, da se klasi plačajo, čeprav stanejo enako kot eno veliko pivo. Upravičevati karte, upravičevati kritikom, upravičevati vsem. In se mi zdi, da je potrebno več govoriti že z mulčki, pa je starejšimi, pa je z najstarejšimi, kaj je kultura, kaj je umetnost, kaj je razlika, kam gremo brez umetnosti, kam gremo brez kulture, zakaj prva najebe, ko se stvari zgodijo, kar smo videli par let nazaj o pojavu situacij. O tem je treba malo govoriti. Druga stvar je pa sigurno plac, ker smo mi da Sašo se pogovarjali 200 let, ker živimo v dobi, ki je ekstremno vizualna. In da nas vedno iščejo, nas še po 30 letih iščejo, ne? Se pravi, to, da bi tam obstajala ena bajta, kjer bi bilo gor, lej, Kolenijum, ne? Se pravi, da to je zdaj Kolenijum. Mislim, ni za podcenjevati v tako vizualnih časih efekta nečesa, kar je poimenovano in kjer ljudje mem hodijo. A me razumete? In predvsem prostora, kjer se ti ljudje družijo, kjer skupaj odraščajo. Dostikrat me ljudje vprašajo, kaj pa se kaj z Improligo dogaja? Nič odkar nikuda. Ker pač je bil en prostor, kjer se je to dogajalo. In če nimamo mi enega prostora v Kranju, kjer se ples dogaja, potem je to razpršeno in sporadično enkrat na leto nekje moramo pogruntati, kje točno. Tako da jaz mislim, da je za ta manifest dejansko ta prva točka ključna in si želim, da bi ob naslednjih debatah imeli to drugače. Še kakšno... Aha. Se upravičujem, Jože Bizovičar, Joco, večina v dvorani me pozna in v tej debati sem se pač odločil, da se moramo mešati. France je rekel, le čevlje sodi naj Kopitar, jaz pa nosim krokse. Ampak se ne bom toliko naslonil na to, bi si želel in želim Kolenijumu, da bi prišel do svojih prostorov, predvsem do prostorov za vaje, se bom pa vmešal v to debato glede dogodkov, glede predstav, glede same uprizoritve, na katero pride publika. Najprej bi tukaj pač povedal, da bom govoril ne samo o sodobnem plesu, ampak na splošno o problematiki Kranja. Kdor me ne pozna, sem izvedbenik že 30 let na različnih festivalih, različnih dogodkih, tudi organizator trenutno scenski delavc v Prešernovem gledališču in vidim stvari od šraufa naprej, ne od pogodbe nazaj. Prvo, kar je, dokler bo Zavod za turizem razpolagal z letnim gledališčem Kizlštajn na način komercialnih dogodkov in družbeni denar zapravljal za koncerte, ne bom našteval imen, ker z vsem spoštovanjem do teh imen, ki to izvajajo, ampak to pač ne gre, ne, pač na letno gledališče Kizlštajn je bilo tudi ustanovljeno z namenom, da se pač tam predstavlja kultura, ki je tudi tukaj rojena in tukaj ustvarjena in tukaj narejena, od glasbe do sodobnega plesa do pač različnih stvari in tega v program ne dajejo. Enako se dogaja blizu Lajrjeve hiše, kjer upravljate za stolpom Škrlovec, tako Zavod Karnika kot Prešernovo gledališče.
Če pogledamo urnik programa, Stolpa Škrlovec je zelo prazen. Dal bi se mnogo več. To vam govori delavc, ki bi delal tam več. Se pravi, jaz sem ta zadnji, ki bi to mogel govoriti. Ampak tam se ne dogaja veliko. Dal bi se več, se pravi, prostori so. Prostori za izvajanje so. Se pravi, imamo velik letni oder, kjer se z lahkoto obleče v filc, položi plesni podi, prižgejo luči in imamo letno predstavo, ki jo lahko sedi gleda 450 ljudi. Se pravi, prostori za uprizoritve so. Manjka pa v Kranju dialog odločevalcev in igralcev, ko vsak pleše svoj vrtiček in vsi so in smo zelo dobri prijatelji. Ampak rezultat je pa nekje drugje. In še nekaj bom ukaral. Ne nas, ki tukaj sedimo. Ukaral bom naše prijatelje, ki tako govorijo, koliko se nič ne dogaja. Sodobni plesalci, ki ste tukaj, decembra lansko leto je bila sodobna plesna predstava v Stolpu Škrlovec, na katero je prišla ena sama obiskovalka. Na metal koncert danes pride 30 ljudi na train station, ki bo tudi počasi umrl, nažalost. Torej, mi smo tisti, ki moramo obiskovati kulturo, mi jo moramo negovati. Če jo mi ne bomo in naši znanci, potem se lahko takole pogovarjamo. Nisem se pomešal o prostore za vaje, to je pa druga tema. Hvala. Hvala, Joco, za mnenje, pa za pogled, ki je tudi odprl en kup enih, po mojem, novih pomislekov, pa vsakega od nas mečken zamislil. Tako da hvala ti, Joco. Saša, izvoli. Ne, jaz sem se sam hotela navezati, naprimer, da čakam po 3 tedne odgovor, kaj je s Stolpom Škrlovec konkretno, ker bi ga mi potrebovali za Kalejdoskop, ampak pač se mi noben nihče ne javil in smo se pač odločili drugače. Ker je to tako, ali skozi samo nekaj prosiš, ali pa moraš biti toliko ali pa moraš imeti toliko denarja, da Mene je blazno zanimivo, se pravi, kar na glas povedal. Mene je blazno zanimivo, živimo v toliko majhnemu mestu, oziroma kje je ta center, kjer ima ogromno prizorišč, vsi se, kot rekel Joco, poznamo med sabo, hkrati si pošiljamo maile, ki si ne upamo niti dogovor, poklicati se, oglasiti, ker lahko kadarkoli se vsi usedemo dol, da se dogovorimo karkoli na 4 oči, bo prednarejen večji efekt, ker na maile noben ne odgovarja. Se pravi, se usedeš na kolo, se odpeleš, kjer pozvoniš in rečeš, ti se moramo pač dol usesti, oziroma se morate. Ali se moramo, se kakorkoli, ne? Ampak to je edini način, ne? Jaz mislim, da tudi iz vaše, ali pa z moje strani, odvisno, kaj hočeš doseči, če hočeš doseči. moraš biti zelo zoprn, ja. Ja, zelo, ne, ampak zelo pissed off, ker drugače ne gre več. No to, in meni to poje ogromno ene energije in živcev. Loco je pissed off, jaz sem pissed off. Izkoristimo ta zagon. Jaz se strinjam tudi s tem, kar je Jojo govoril, ampak je pa tudi tako, ne, ker delamo sodobno umetnost, malo vračamo na vsebino, da namo samo na to. Publiko je treba tudi malo vzgojiti, a ne. Ker jaz rada nastopam na obeh stranih. Velikrat sem jaz med sodobniki pa med umetniki, pa gledam predstave, kaj tako da jaz sem bila vedno pristaš tega, da ni samoumevno, da ljudje hodijo gledati sodobno umetnost in da tudi ni samoumevno, da jo razumejo in da tudi ni samoumevno, da jim je všeč, zato ker odpira stvari, ki so strašljive. Nekaj drugače gledati kozuc, kakor nekaj biti konfrontiran z nekim sodobnim delom, ali v zvoku, ali v vizualnosti. In jaz mislim, recimo, ampak je pa spet povezan s prostori, a ne, ker lahko bi mi recimo imeli prostore, tako kot smo recimo na umetniški delali, ne. Mi smo vedno organizirali pred produkcijami ali pa pred predstavam, ne vem, odprte klase, delavnice za random in je bilo čisto drugače, recimo, če je prišla neka gradbena šola, gradbeniki, ja, so prišli pogledati naše plesalke, ne. In eno leto, to je bila taka štala, jaz sem bila tak varnostnik, da to glava peče, a ne. In potem smo mi rekli, dajmo mi za te gradbenike, mulce, narediti klas. In so prišli na klas in sem jaz učila 120 gradbenikov.
In je bilo the best, ker so zakapirali, to ni kar neki, in potem so šli pogledati predstavo. In so jo gledali fenomenalno. Zato pravim, treba je tudi nekaj narediti, da se približa umetnost pač regular občinstvu. Tako da jaz nikoli do svojega občinstva nimam, ja, itak. Ne, treba je malo tudi narediti nekaj na tem. Super, jaz mislim, da a je še kakšno vprašanje? Ker drugače je bilo tole eno tako zelo fajn izhodišče za tudi zaključek te debate. Torej, po eni strani govorimo o tem manku seveda prostora, o manku komunikacije, ki bi bila ustrezna, in pa tudi o tem, da bi v bistvu vse te sodobne plesne prakse še bolj približali sleherniku. Ali je to zdaj ulica, ali so to klasi za popolnoma ne nujno plesno občinstvo. Ampak tisto, kar me najbolj veseli, je, da vemo, da v Kranju imamo ljudi, ki bodo to naredili, in ljudi, ki imajo za sabo že toliko enih izkušenj, da se bodo tudi ob vseh ovirah, na katere bodo definitivno naleteli, znali zvijugati mim in prideti čez njih. Tako da jaz mislim, da smo lahko res sam veseli, da v Kranju to imamo, pa nekako imam občutek, da sta toliko enih stvari zasadili v teh 30 letih, da ni pogojev, da bo ples kakorkoli zginil iz Kranja. In mislim, da tole je nova generacija, na katero polagamo upe. Mi gremo vedno samo v ilegalo, nikoli ne moremo. Hvala še enkrat ob tej priložnosti Viti in Saši in hvala seveda vam za pozornost, pa zdaj jaz mislim eno zelo tako živo debato, ki upam, da bo tudi prinesla kakšne spremembe nekoč, oziroma verjamem, da bomo lahko govorili samo še o tem, kako se je vse skupaj spremenilo na ful boljše po letu 2025.